vam pri vašem delu povzroča največji stres? Delodajalec. Zakaj? Tako, ko zmanjšujejo plače in brez razlogov, mobbing. Kot osebnost moraš biti zelo močen, da to prebrodiš. Pomanjkanje dobrih novic mi povzroča stres. Delo z ljudmi je ta največji stres. Ni denarja, ni ljudi, ni strank, stroški so vedno višji. Služba, družina, okolje. Razlogov za stres je veliko, a ključnega pomena je, ga obvladamo ali ne. Stres lahko spodbuja naše aktivnosti, lahko pa nas pelje tudi na pot bolezni. Začne se z bolniško odsotnostjo. Če nekdo izrablja stalež zato, ker je pod stresom, seveda je to samo njegov odziv na ta stres. Verjetno pa, če gre za akuten stres, potem je seveda to smiselno. Če se pa to vleče v nedogled, pa seveda samo staležem ne bomo nič posebno dobrega naredili. Poiskati je treba pomoč, najprej v krogu družine, če je potrebno tudi strokovno, še posebno v primerih tako imenovane izgorelosti, ki je vse pogostejša. To je tista situacija, ko praktično ne uspem več biti tisto, kar sem včasih bil. Zanimivo. Večino razlogov, zaradi katerih se ljudje počutijo pod stresom, pogosto ne gre iskati neposredno v delovnem okolju, pravijo poznavalci. Svojo vlogo igra širše družbeno okolje, tudi mediji. Količina negativnih, neprijetnih informacij, ki v bistvu govorijo, kot da smo sredi apokalipse in da se nam apokalipsa bliža in da bo jutri vsega konec in da so lopovi okrog nas in da so tajkuni in dokler ne bomo mi rešili 20 let nazaj, 50 let nazaj enih stvari, da jutri ne bo boljše. In potem ti ljudje, taki kot so, z takim stanjem pridejo v službo, kjer morajo delati, kjer morajo zadovoljiti ene potrebe enega delodajalca, ki je lahko bolj ali manj spreten, kako jih vodi, kako jih naslavlja in tako naprej. Ampak to so že rezervani ljudje, ki potem, če mu pokažeš prst, doživi hud stres. Stres se lahko naučimo obvladovati. Še bolj učinkovito pa je, če v tem duhu vzgajamo že najmlajše. Preprosto opustimo nekatera prepričanja, vedenjske vzorce. Torej, nobene slabe izkušnje, nobene krivice, torej, kakovost današnjega življenja je, če je vse lepo in prav. Ampak to nima nobene zveze z realnim življenjem. Korak v boju proti stresu mora narediti torej vsak najprej sam.